Tema pa ni vremenska, čeprav se začne tako, da je v Šaleški dolini danes bilo tudi vroče. A bilo je vroče zaradi napovedi, da bo država z interventnim zakonom reševala termoelektrarno Šoštanj in premogovnik Velenje ter jo izločila iz skupine HSE. Na izredno sejo občinskih svetov Velenje in Šoštanj so povabili vladni vrh, da bi mu predstavili težave, ki bodo nastale z ugašanjem obeh energetskih družb. Zvali so se trije ministri, v polni dvorani Velenjske mestne hiše pa so svetniki in drugi nasprotovali zakonu. Od vlade zahtevajo, da bi bila nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje tega območja pripravljena v skladu z načeli pravičnega prehoda in dosledno spoštovana. Več pa Duška Lah. V mestni hiši je bilo slišati, da tak način reševanja Teša in premogovnika z interventnim zakonom ni pravični prehod. Predvsem pa so razočarani, da država ni sprejela ne zakona o zapiranju in ne tistega o pravičnem prehodu. Je zaveza, ki je za mene sveta in tudi kot nacionalni koordinator pravičnega prehoda sem dejansko napovedal svoj odstop, vkolikor se stvari ne bojo odvijale v tej smeri, da bojo ljudje čutili, da so spoštovani, da so cenjeni in da bo dolina imela zagotovilo, da bo prehod dejansko pravičen. Po predstavitvi direktorja holdinga Slovenskih elektrarn najti rešitev do 1.1.2025, to se pa lahko najde samo s pripravo in sprejemom interventnega zakona. Vkolikor interventnega zakona ne bo, se lahko sprožijo postopki, ki niso za nobenega dobra. Torej, interventni zakon je potreben. Stroka in politika sta pojasnjevali, kako naprej. HSE z izločitvijo obeh energetskih družb namreč zadostuje tudi evropskim zahtevam. Da bi Teš primarno obratoval za zagotavljanje toplote v Šaleški dolini, elektrika bi bila kot neka vrsta stranski produkt. V dolini so že opozarjali na prezgodnjo letnico zapiranja premogovnika do leta 2033, a zdaj to postaja resničnost. Že drugo leto se nekako začne. V jami Preloge nadaljujemo normalno proizvodnjo kontinuirano skozi celotno leto, medtem ko pa se pričnejo zapiralna dela v jami Pesje in v drugih delih, ki bi bili nepotrebni za proizvodnjo. Na deponiji v Šoštanju je še okoli 120.000 ton uvoženega in neporabljenega indonezijskega premoga in še dvakrat toliko lignita. Ali izločitev premogovnika in Teša iz skupine HSE pomeni, da bomo uvažali le še drago elektriko, ne pa tudi premoga? Jih pa v dolini preseneča hitrost zapiranja Teša in rudnika in se sprašujejo, ali se je to nakazovalo že pred 5 leti. Nikoli ni bila skrivna antipatija, ki vlada med mano in šaleškim SD-jem. Šaleški SD me sovraži iz dna duše in naredil bom vse, kar je v moji moči, da v naslednjih 10 letih zgradimo toliko sončnih elektrarn, da bomo lahko Teš 6 predčasno zaprli. V Šaleški dolini pravijo, da jih je strah ravnanja te vlade. Vztrajajo, da sta zakona o zapiranju premogovnika in prestrukturiranju doline več kot nujna. In še v Združene države Amerike.